30 let televizije AS. Čistilna akcija v Hroščicah. Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji televizije AS. Tudi tokrat prinašamo informacije o dogajanju v deželi ob Muri. Televizija AS ima že 30-letja dolgo tradicijo delovanja v pomurskem prostoru. Ob tem se bomo v naslednji reportaži sprehodili po njenih poteh. Televizija AS z vami in za vas že 30 let. Bil je 6. februar 1992, ko je svojo zgodbo začela pisati televizija AS. Takrat so bile izdelane in predvajane prve oddaje v KTV Murska Sobota. Leto in pol zatem smo začeli s konstantnim tedenskim predvajanjem informativne oddaje Teden ob Muri. Do leta 1996 se je produkcija programa povečala na 5 ur televizijskega programa lastne produkcije na teden. Del te je bila tudi vodilna dnevno informativna kulturno-izobraževalna oddaja Gnes, ki je del programa televizije AS še danes. Podjetje HIFI d.o.o., ki se je med drugim ukvarjalo tudi z produkcijo filmov, je obstajalo od sredine 80. let. No, v začetku 90. se je potem tudi pojavila želja, da bi to produkcijo oziroma te filme tudi pokazali ljudem. In leta 1992 potem je sledila priložnost, kajti Elrad je vzpostavil kabelski sistem v Murski Soboti. Bil je na razpolago tudi interni kanal in potem 6. februarja je potem v kabelskem sistemu v Murski Soboti šla v eter prva oddaja televizije AS. Kogar ni, vsi silvestrujejo, tajnice ni, direktorja tudi ni, montaži vse prazno, samo mi dva. Ja, lep dober večer, spoštovani gledalke, cenjeni gledalci. Zelo me veseli, da ste se odločili preživeti zadnji večer v naši družbi, to je v družbi televizije AS. V 30 letih delovanja se je v ekipi televizije AS zvrstilo nemalo obrazov, ki so vam preko malih televizijskih ekranov poročali o aktualnem dogajanju, predvsem v deželi ob Muri, pa tudi čez mejo. Vam popestrili večere številnimi zabavnimi oddajami, poučevali z izobraževalnimi vsebinami in nasmejali do solz z raznoraznimi skeči. Eko, me še ne poznate, dober večer. Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, spoštovani prijatelji. Dobrodošli. Lep pozdrav in dobrodošli. Spoštovane gledalke in gledalci. Dobro večer, spoštovani gledalci in gledalke. Sasodiken, Amari Eršti, Peršeskri oddaja. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Dober večer, spoštovane gledalke in gledalci. Lepo pozdravljeni. Prijazen pozdrav. Lepo pozdravljeni. Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, spoštovani. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. Lep prisrčen pozdrav, spoštovane drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Spoštovani, dobrodošli v oddaji Studio Plus. Lepo pozdravljeni. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Dober večer, drage gledalke in dragi gledalci in dobrodošli v glasbeni avanturi. Drage gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v zelenem kote. Spoštovane dame in cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji s farmacevtom za zdravje. Spoštovani gledalci, lep pozdrav iz sejma Agra 2018. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, oddaja Župan za vas. Danes gostimo v našem studiu župana občine Radenci. Spoštovani gledalke in gledalci, volivke in volivci, vsi drugi in vse druge, lepo pozdravljeni. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v zadnji 6. oddaji Sejemski utrip. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni.
V 30 letih obstoja televizije AS imamo bogat arhiv, saj obsega skoraj 30 000 ur. Zraven tega je v tem času s televizijo AS sodelovalo 400 sodelavcev. Danes, po teh 30 letih, ne samo za Pomurje, ampak v Sloveniji velja televizija AS kot verodostojen medij. Mehanika 1951, ekologija, poslovno v svetu oktanov, kufer na domači grudi, četrtkov klepet, I feel good, romski razgledi, Šport plus, moji mali prijatelji, Vitalis, Viva turistika, zaslišanja z Urošem, si za šport, tudi jaz živim, na koncu odkritja, s srcem za živali, z vami za vaše okolje, sejemski utrip, turistični asi, teren v EU, Bavk žegnjaj, življenje potrebuje varnost, teden ob Muri, glasbena avantura, glasbena skrinja, kmetijski nasveti, izpod pridnih rok, Asova gibanica, piškoti sreče, zeleni kaut, Studio Plus, brez brige, župan za vas, Mura Raba Tur, mi zamejci, obrni na kulturo, s farmacevtom za zdravje, dogodki. To je le nekaj oddaj, ki smo jih v zadnjih 30 letih pripravljali za vas. Samo spomnite se, kolikokrat ste v naši družbi skočili v novo leto in z zanimanjem, veseljem, pa tudi nostalgijo spremljali vaš maturantski ples na našem programu. Veljamo za zelo verodostojen medij, se vedno trudimo poročati čim bolj objektivno. Najbolj smo pa poznani po predvajanju maturantskih plesov. V 30 letih so naši novinarji in novinarke gostili številne goste od blizu in daleč, poročali o dogajanju v Pomurji, Sloveniji in svetu. Nikoli nismo pozabili na rojake on stran meja. Poleg lastne televizijske produkcije pa televizija AS velik del svojih aktivnosti posveča tudi izvajanju razvojno-pospeševalnih nalog in projektov tako v slovenskem kot evropskem prostoru. Trudimo se in ponosni smo, da smo uspešni na vseh teh področjih. Vlada Republike Slovenije nas je ob zadnjem obisku Pomurja izpostavila kot zelo pomemben medij, predvsem pri sodelovanju z našimi zamejci. Tako smo z porabskimi Slovenci, s katerimi že več let zelo dobro sodelujemo, izvedli številne zanimive in pomembne projekte, kot so Mura Raba TV in Mura Raba Tur. V vseh teh letih pa vedno ni šlo vse po načrtu. Nekaj se mi stavilo. Za našo... zdaj sem se pa zmotila. Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Čas je za sredin program na TV AS. Da sem tako prava, če bi na pogrebi začelo šteti. Lepo pozdravljeni... Veseli smo vaše družbe v prvem delovnem tednu tega tedna. Kako sem to fajn preštela, povej, kako je vrede. Kaj slavne, Spoštovane gledalke! Preživite preostanek ponedeljka sprva ob oddaji Mura Raba TV, nato pa še v gostilni Preferenceč enkrat. Lep prisrčen pozdrav, drage gledalke in gledalci. Spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. V družbo informativne Vsi smo jo nestrpno pričakovali. Pomlad namreč. V Bruslju je potekal dan odprtih vrat. Proslave ob Dnevu Evrope so z nas pa nej dobro. Dan in cerkev, prvotno pa tam sta Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. Najprej vabljeni k oddaji... Cenjene in spoštovani, lepo pozdravljeni. Teden je naokrog in tudi v zadnjem
Tudi na današnji dan smo zbrali zanimive vsebine, ki jih nikar ne spreglejte. Tudi na današnji dan smo zbrali zanimive vsebine, ki jih nikar ne spreglejte. Nehaj. Sreda je dan posvečen Sočasno kjer je tekla beseda o aktualnih Predzadnji dan na sejmu Agra 2016 je bil med drugim dan Se gledaj zdaj. Prijeten pozdrav iz sejma Agra. Današnji dan je posvečen Martinu Cr. Tudi novo medeno kraljico. Dobro, še enkrat. Pozdravljeni v oddaji Sejemski utrip. Za vas smo pripravili pregled Se je začel danes, v soboto 24. avgusta in bo trajal do četrtka 29. avgusta. To je bilo vse, kar smo vam pripravili za... Ne vem, kakaj malo? Ker je tretji dan na sejmu Agra namenjen tudi gastronomiji, smo obiskali degustacijo ribjih jedi, ki jih pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, lepo pozdravljeni v današnjem sejemskem utripu. Znova. Tretji dan na... Dobro je. Hvala je dobro. Dobro je. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni iz sejma Agra 2021. Sosedal pa je... Ena, dva, dva. Me čuješ? Moš kartico? Nas me ima imeti poleg. Spoštovane Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Sejemski utrip iz Agro 2000. Dan Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Tudi četrti dan sejemskega dogajanja v Gornji Radgoni je poskrbel za zelo pestre in zanimive dogodke na sejemskem prizorišču. Več o tem v naši oddaji, vabljeni k ogledu. Tu bi še pa nekaj mogel povedati. Se bo 6-krat še, pa te bo. Malo. Minister pa je še prav posebej poudaril, da je potrebno v slovenskem kmetijstvu Pa kaj je znal? Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci televizije AS, tako vas vabimo še naslednjih 30 let v našo družbo. Ob svojem 30. jubileju majhna, a srčna ekipa televizije AS zre v prihodnost z veliko mero optimizma in upanja, pripravljena na nove izzive. Upamo, da boste tudi vi, spoštovani gledalci in cenjene gledalke, tudi v prihodnje ostali del zgodbe televizije AS in boste skupaj z nami in za vas ustvarjali program vaše in naše televizije AS. Minuli petek je na območju vodnega zajetja in gozdnega kompleksa Hrščice potekala čistilna akcija, ki jo je organizirala Komuna Beltinci z deležniki. V petek 11. februarja je potekala čistilna akcija na območju gozdnega kompleksa Hrščice v občini Beltince. Direktor komunalnega podjetja Komuna Beltinci, gospod Dejan Klemenčič. Danes poteka na območju gozda Hrščice očiščevalna akcija, se pravi pomlad. Je neko obdobje, ko se praviloma teh zadev lotimo. Po drugi strani pa mi kot upravljalec vodnih zajetij v območju Hrščice stremimo k temu, da je okolje čisto, da je čim manj teh zadev tu okoli. Pridružili smo se akciji, ki jo je organiziral skrbnik gozdov, to je gospod Kolenko z našimi ljudmi, tako da
probamo sobivati v tem prostoru vsi deležniki, ki ga uporabljamo. Kakšen je obseg čistilne akcije? Pravzaprav v takšnem obsegu letos prvič organiziramo, drugače mi poskušamo poskrbeti v okolici svojih objektov, zdaj pa pravzaprav počistimo oziroma obdelujemo celotno območje. Namen čistilne akcije je tudi skrb za kvaliteto pitne vode, ki prihaja iz vodnega zajetja na tem območju. Vodno zajetje Hrščice praktično sestavljata dva vodnjaka, oba sta izdatnosti 25 litrov na sekundo, oskrbujemo 8500 prebivalcev v občini Beltinci, tako da naše konične porabe se gibljajo okoli 30 do 33 litrov na sekundo, se pravi oba vodnjaka sta izdatna, omogočata dovolj oskrbe tudi v kritičnih obdobjih. Oskrbujemo vodooskrbno območje občine Beltinci, to so naselje Beltinci, Lipa, Lipovci, Bratanci, Gančane, Ižakovce in pa Melinci. Mi kot vzdrževalec oziroma upravljalec z upravljalcem imamo stalni monitoring, se pravi stalni nadzor nad kvaliteto surove vode. Voda ustreza vsem parametrom, ki mora ustrezati za to, da se lahko uporablja kot živilo, se pravi monitoring pa je mesečni. Čistilne akcije se je udeležil tudi gospod Janez Kolenko z njegovo ekipo, ki nam je tudi opisala, kakšna je vloga skrbnika posesti. Glavna oziroma osnovna naloga je v bistvu skrbeti za trajnostno gospodarjenje s temi gozdovi. To je pravzaprav pri nas način življenja, ne samo neka lepo zveneča besedna zveza. In k temu trajnostnemu gospodarjenju spada pravzaprav tudi skrb za izgled gozda, za uresničevanje tudi drugih funkcij, ne samo lesno proizvodnje, se pravi zagotavljati tudi zdravo okolje za vse ostale funkcije, kot je tudi pridobivanje vode oziroma črpanje vode pitne in tako naprej. Sama posest je približno 1000 hektarjev gozda, v tem primeru je pač to, danes smo se lotili kompleksa Hrščice. Za to akcijo, kjer sem seveda zelo vesel, da so se udeležili vsi, ki na nek način sodelujemo v tem prostoru, se pravi jaz kot predstavnik lastnikov z svojimi ljudmi, potem Komuna Beltinci, Slovenski državni gozdovi in tudi Zavod za gozdove oziroma gojitveno lovišče Fazan Beltinci. S kakšnimi izzivi se srečujejo skrbniki gozdov v današnjih časih? Pri gospodarjenju z gozdom je trenutno največji izziv pravzaprav razne bolezni gozdnega drevja, ki so delno pogojene tudi z spreminjanjem okolja. Pač pojavljajo se nove bolezni v bistveno večjem obsegu, kot so bile nekoč. Tudi divjad je mestoma zelo otežuje gospodarjenje z gozdom. Pa mogoče tudi pač ta, rekel, pritisk na gozdove z vseh koncev, z vseh možnih dejavnosti ali pa interesov na gozdove. Skrb za okolje in posledično kvaliteta pitne vode je naloga vseh deležnikov, sploh na območju vodnega zajetja. Gozd kot tak je bil že od nekdaj rezervoar dobre pitne vode. Skratka, v gozdovih se ne uporabljajo ne pesticidi, nič drugega takega agresivnega, tudi za mazanje verig uporabljamo biološko razgradljiva olja, skratka za mazanje verig na motornih žagah, biološko razgradljiva olja, tako da v tej smeri pač tudi probamo slediti temu, kar danes trg ali pa tehnologija dopušča in kakršni so tudi trendi, pa potrebe seveda. Pri čistilni akciji so pomagali predstavniki družbe Slovenski državni gozdovi, ki so tudi solastniki kompleksa Hrščica. Slovenski državni gozdovi upravljajo z državnimi gozdovi v celotni Sloveniji v skupni velikosti okoli 240 000 hektarjev, kar pomeni 20 ali pa dobrih 20% vseh gozdov ali 12% površine Slovenije. Tako da to je kar velika površina. Torej, tudi družba Slovenski državni gozdovi, ki gospodari z gozdovi v lasti države Republike Slovenije, se zelo pogosto srečuje z problemom odpadkov v gozdovih. Vse ljudi pozivamo, da tega početja ne delajo še naprej. Del gozdov, v katerih se nahajamo danes, imamo z Žičjevimi tudi v solastništvu in zato smo se akciji priključili.
nasploh družba Slovenski državni gozdovi zelo podpira take akcije. Želimo se imeti urejene, čiste gozdove, v katerih bodo ljudje uživali v naravi, ne pa v smeteh. Praviloma se zelo velikokrat ali pa skoraj vedno takim akcijam priključimo, to se nam zdi zelo pomembno. Seveda pa vsega sami zaposleni ne moramo opraviti, zato nam pri tem priskočijo na pomoč druge inštitucije. Slovenski državni gozdovi se tako kot ostali deležniki pri gospodarjenju z gozdovi srečujejo z izzivi modernega časa. Ja, izzivov nikoli ne zmanjka, zdaj srečujemo se z klimatskimi spremembami, vreme nam je vedno manj naklonjeno, včasih smo imeli zime z nizkimi temperaturami, tega je zdaj vedno manj, zraven tega se nam z globalizacijo pojavljajo tudi bolezni in škodljivci, ki jih v preteklosti ni bilo. Skoraj vsaka drevesna vrsta ima kakšno nadlogo, ki jo pesti, tako se nam dogaja tudi v Prekmurju. Pri Jelši se soočamo s fitoftoro, jesen napada gljiva, jesenov žig, kostan že dolgo časa ima težave s kostanjevim rakom, tudi z bukvijo se pojavljajo določene težave, iglavce pestijo lubadar in podobni podlubniki, torej zelo pestro ali pa zelo veliko izzivov, s katerimi se soočamo. Družba Slovenski državni gozdovi imajo dober vpogled, kakšno je stanje v gozdovih glede odpadkov Slovenije. Trend bi jaz ocenil, da se izboljšuje, da imajo ljudje vedno več zavesti do narave, do gozda, da si želijo imeti čisto okolje, v katerem živijo. Žal pa se povsod pojavljajo tudi posamezniki, ki jim to ni mar in nesnago prinesejo v gozd, čeravno imajo vse občine zelo dobro urejen sistem odlaganja teh odpadkov. Čistilne akcije ostajajo trend Slovenije, ne samo ob vodnih zajetjih in v gozdovih, ampak na vsakem koraku našega prostora. Cilj vseh nas je, da čistilne akcije sploh ne bi bile potrebne, zato poskrbimo vsi, da vsak odpadek najde svoje mesto v za to namenjenem prostoru, ne pa v naravi. Spoštovane gledalke in gledalci, toliko smo vam pripravili tokrat. Do prihodnje oddaje Dogodki se imejte lepo. Nasvidenje.